V primeru, da država, se pravi, pristojna ministrstva ne bodo ali pa ne bi upoštevala naših zahtev z področja vprašanj in problemov, ki jih imajo ljudje v zvezi z njihovimi nepravilnimi posegi ali pa opuščanjem dolžnosti, pa je predvideno tudi, da se do jeseni oziroma do prihodnjih volitev v Državni zbor organiziramo na principu civilna lista, se pravi s podpisi potrebnih 800 državljanov in nastopimo s programom za celostne spremembe Slovenije, se pravi za spremembe v ekosocialno družbo. To se pravi v družbo, ki bo svojim ureditvijo in svojimi predpisi zelo spoštovala naravno okolje in spoštovala tudi človeka kot del naravnega okolja. Ker danes je to pač vse večjem opadanju in kršanju položaja človeka in položaja same narave. Zdaj, druga točka, čeprav razumem, se dotika tudi okoljskega ministra. Janeza Podobnika, če lahko nakratko predstavite, kakšen je pravzaprav ta poziv, ni treba zdaj detaljno vsako od 11 točk, ampak tako strnjeno, kakšen je pač vaša zahteva pravzaprav do ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika? Skratka, tukaj gre, v večini točk gre za stanje, ki je v Sloveniji zelo, zelo zanemarjeno. Se pravi, gre za upoštevanje in spoštovanje IPPC direktive. Se pravi, to direktivo je Evropska unija sprejela leta 1996 oziroma 97 in je imela rok 10 let, da mora biti izvršena oziroma upoštevana na območju cele Evropske unije. Pri tej direktivi je skrajni rok za upoštevanje njenih določb in njenih strožnih režimov do delovanja raznoraznih najtežjih onesnaževalcev. Se pravi, skrajni rok je bil 31. oktober 2007. Naša država je tudi sprejela zakon o varstvu okolja in podzakonske akte, s katerimi je določila enako, da bo vse potrebne postopke z najhujšimi onesnaževalci izpeljala do 31. oktobra 2007. Vendar so, glede na to, da izgleda so sebe sami dobro poznali, ker to so sprejeli v 2005 oziroma 2006, glede na to, da so minister Podobnik in njegovi tam sami sebe dobro poznali, so se v 172 členu tega zakona zavarovali nekako na takšen način, da v primeru, da ne bi dobili tisti najhujši onesnaževalci, ki jih je po zadnji informacija 150 še nerešenih, še ni dobilo dovoljenj, delajo na črno, se pravi, 26 pa je dobilo dovoljenja, se pravi, oziroma dobilo odločbe, ker nekateri so meni, da tudi negativno dobili, glede na to, da so oni nekako predvidevali, oziroma so znali, kako delajo, poznali svoje postopke, so si pa v 172 členov zavarovali z eno določbo, ki pravi, v primeru, da določeni onesnaževalci, smiselno govorim, kaj pravi, v primeru, da določeni ne bi dobili tega dovoljenja, do konca, se pravi, obdobja, se pravi, do 31.10.2007, in bi razlog za to bil na strani Ministrstva za okolje, da potem lahko ta rok se podaljša. In menda celo 2 leti ali pa še več. Skratka, to je po mojem prepričanju nedopustno, da nekdo sedaj, in sicer odgovorni minister, da si je zavaroval, ali pa vlada, ne vem, kdo stoji se za tem, da si je določil en takšen ohlapni rok, in to, kot jaz ocenjujem, iz malomarnosti, ker oni, ko so vse to sprejemali, so vedeli, kaj se je za narediti, so vedeli tudi približno, koliko ljudi bi to moralo delati, pripravljati, koliko postopki tečejo. Sedaj smo zvedeli včeraj, da 8 ljudi samo dela na temu za celo Slovenijo in da en človek naredi poprečno 5 primerov letno, kar pomeni, če še 150 ostalo, to pomeni 8 po njih po 5, to je 40 na leto, in ker 150 ostalo, se pravi, še najmanj 3 leta, pa pol skoraj 4 leta ne bo to, kar se njih tiče, sprejeto. Mi nikakor iz teh našteti primerov, kot so tukaj, se pravi, imamo Cinkarna Celje, Cementarna Trbovlje, potem je Chemiplas Koper, potem je še Talum Ptuju in en kup, se pravi 150 najtežjih firm je, nikakor ne moremo, niti kot civilna družba, niti kot zdeti krajani po celi Sloveniji sprejeti te malomarnosti odgovornega ministrstva. Torej, tu treba nekaj narediti takoj in čim prej, se pravi, če ni drugo začasno zaustaviti vse te kršitelje in tem času pospešeno pripraviti te postopke, najhujše vsaj zaustaviti, ker ljudje ne more biti prizadeti zdravstveno, kot smo videli posnetkih televizije, da ima vsaka hiša raka okrog Cinkarne Celje, ljudje ne more biti prizadeti, zato ker je služba ministrstva ali pa minister Podobnik neodgovorno in malomarno pripravil postopke in roke za izdajo teh soglasij. Torej, če je Evropska unija to direktivo sprejela z namenom, da je 10 let skrajni rok, izvedeli smo tudi, da naša država vse do vstopa v Evropsko unijo ni še podpisala te direktive, kar bi morali že davno sprejeti in tudi začeti izvajati. Šele in je Evropa postavila ultimat pred samim vstopom v Evropsko unijo, da morajo takoj to sprejeti in podpisati to direktivo.
Skratka, za ene take malomarnosti, neodgovornosti ministra Podobnika ne moramo pristati, da bi se more biti še mesece ali pa še leto ali pa 2 leti ti ljudje zastrupljali in umirali in zbolevali. To je naše stališče z tem. V primeru, da vsega tega ne bodo izvršili oziroma vsaj najbolj kritičnih za prebivalce ogrožajočih zahtev izpolnili, v večjem delu se bomo prisiljeni obrniti tako drugače obrniti na pristojne evropske inštitucije, zato ker ne moramo pristati, da bi nekdo z malomarnosti in neorganiziranosti in nesposobnosti svojih strokovnih služb in Ministrstva za okolje, da bi nekdo plačeval življenje in za zdravjem teh svojih posegov. In to opozarjamo resno oblastnike, da naj zelo resno vzamejo to opozorilo te zahteve, ker da ne bo tem kdo govoril, da gre za izvoz laži v Evropsko unijo in tako naprej. A pa ste ta opozorila že kaj posredovali tudi pristojnemu ministrstvu? Glede posameznih točk, skratka, jaz povem z našega območja Slovenske Istre, smo ministru Podobniku, ministru za promet Janezu Božiču in predsedniku vlade Janezu Janši poslali vsaj 20 do 30 pisem. Torej mi, kot zbornica, Združenja zakupnikov in tudi kot civilna iniciativa z Izole. Vendar ignoranca je takšna, da ne moremo verjeti. Torej ne moremo verjeti, kakšna ignoranca in kakšno sprenevedanje, kakšne laži in kakšni odgovori so. Podobno je pri Chemiplasu. Vse so seznanjeni od A do Ž. Minister Kopač je podpisal zapisnik skupaj z županom Popovičem in s predstavnico civilne iniciative, da najkasneje 31.10.2007 bo Chemiplas zaprt, če ne bo imel dovoljenja, požvižgajo se in deluje naprej, zastruplja ljudi in ravna nezakonito z odpadki. In tudi glede pomola je velik odpor prebivalstva in tudi minister Podobnik je bil tam na sestanku z predsednikom vlade Janšo predlani, lansko leto in je obljubil, da ne bo širitve, da bo vse naredili, da se zreducira znotraj območja luke, ves ta povečan promet in iz tega ni nič, ravno obratno se vse dogaja. Tako da iz teh primerov, ki sem navedel in iz drugih, da ne govorim pri tej hitri cesti Koper-Izola, smo neverjetne intervencije izvedli, se pravi, stotine in tisoče ur civilne družbe oziroma posameznikov je, plačani minister in njegovi ljudje z dobrimi plačami od 500 000 do blizu milijona minister delajo proti temu, zakaj so plačani. Mi, civilni, moramo pa se truditi in svoj žep po svojimi stroški upravljati njihovo delo. Se pravi, deluje minister proti okolju, plačan pa je zavarovanje okolja in ljudi. Torej, glede samega ministra Podobnika in njegove odgovornosti do najaktualnejših okoljskih problemov, tudi te naših pisnih zahtevah, pa moram povedati in izkazati velikansko razočaranje nad njim kot osebo in sicer nad zdravnikom, doktorom medicine, ki bi že sam po svojih Hipokratovih zahtevi moral imeti zelo odgovoren odnos do ljudi in do okolja. On pa, nažalost, po mnogih svojih dejanjih deluje proti temu plačanju za to, da bo skrbel za ljudi, deluje, kot da bi bil minister proti okolju in primeri, ki so našteti v tem našem pisnem zahtevku, z opuščanjem dolžnosti in z ignoranco do vprašanj in do prizadetih ljudi in do njihovih obupnih prošenj, da naj jim pomaga, deluje, kot da bi bil minister morilec, ne pa minister zdravnik. Se pravi, deluje kot tisti, ki z svojimi positvanjem dolžnosti povzroča bolezni in smrti ljudi. Torej, to je totalno neodgovorno in kot takšen mora čim prej razmisliti o svojem odstopu in o moralnem nadaljevanju svoje funkcije. Mislim, da ne izpolnjuje pogojev, ki jih je podpisal moralni etični kodeks pred nastopom na vlado. Sumim, da gre tukaj dobesedno za malomarnosti, za opuščanje, dovoljevanje zbolevanja ljudi in ubijanja ljudi skozi dopuščanje delovanja teh smrtno nevarnih onesnaževalcev, ki so našteti v naši zahtevi.